zadeve študentskih izobražencev slovenskih pod imenom Draga, ampak Udba je kodno imenovala to kot Karla. Potem sem napisal še eno grozno štorijo iz leta 1984, Orwellov proces proti Agopu Stepenjani, še nekaterim drugim. Neverjetno, kaj so takrat počenjali. Potem sem napisal knjigo Boris Pahor v žrelu Udbe, potem zraven, kot sem rekel, kriminalne temelje, potem sem napisal knjigo Udba in akcija Sever, kako je Udba in kaj se takrat dogajalo v tisti nesvojnem mitingu 1. decembra 1989 v Ljubljani, oziroma ker ga ni bilo, ne. Potem sem napisal, potem je še ta Stanovnik in potem sem napisal pa še, kjer dokazujem, da Stanovnik ni bil noben oče naroda in ni bil niti predsednik osamosvojitvenega predsedstva, kot je poročala STA v njegovi smrti. Deleč od tega, on je do konca zagovarjal federalno, se pravi Titovo Jugoslavijo. In to potem zadnja knjiga je pa ta v Žebotu, ki je v seriji velikanov slovenske osamosvojitve in kako so oni razmišljali in kaj je Udba spremljala pri teh velikanih, predvsem z vidika tega, kaj so oni razmišljali in pisali o samostojni Sloveniji. Hvala. Hvala. Gospod Meza, če se še malo dotaknemo te vaše zadnje knjige, ki ste dali naslov Velikani slovenske osamosvojitve in Udba, s podnaslovom Civilni Žebot Petra. Lahko čisto na kratko opišete to Žebotno življenjsko zgodbo in zakaj je po vaše Civilni Žebot velikan slovenske osamosvojitve? Žebot je bil pred vojno, je doktoriral že v Ljubljani na pravni fakulteti, čeprav je v bistvu študiral gospodarstvo, takrat činil ekonomske fakultete, je v pravne fakultete, gospodarski oddelek. Potem je on med vojno bil tesen sodelavec Lamberta Ehrlicha, ki je bil umorjen strani VOS-a, to je zame največji politični umor v zgodovini Slovenije, Slovencev. Umorili so ga morilci varnostno-obveščevalne službe, se pravi takratne stalinistične naše vrha komunistične partije, nalog je seveda Kardel. Natančno bi se ta umor in zraven, zakaj? Zato, ker bi zraven Ehrlicha moral biti umorjen še Žebot, pa slučajno da ni bilo zraven, to natančno opisam. To je prvi ta opis tega umora, kako se je dogodil in zakaj ni prišlo do zraven do umora Žebota in kako so še potem skušali umoriti. Potem je Žebot iz Ljubljane odšel v Italijo, takrat je bila še fašistična Italija, tam ga je tudi, ker se je bal tudi Gestapa v Ljubljani, ki ga je po kapitulaciji Italije ga je iskal tudi Gestapa v Ljubljani, ki je že aretiral njegovega očeta, tako da Udba je skozi govorila o nekem nacistu v Žebotu, on je bil pa seveda, so ga hoteli, oziroma fašisti so ga hoteli, pa Gestapovci, dokler je še režim nacistični trajal aretirati. On je potem iz Rima odšel leta 1947 v Ameriko, kjer je potem predaval na 2 fakultetah, na koncu v Washingtonu, tam je tudi umrl. Kaj je važno pri njemu? Da je on bil zvnet zagovornik samostojne Slovenije, to se je pa navzel od svojega učitelja, se pravi od Lamberta Ehrlicha. In on je recimo sam en podatek, leta 1946 je v Rimu ustanovil akcijski odbor za samostojno Slovenijo leta 1946. On je umrl tik pred osamosvojitvijo, 1 leto prej, tik pred demokratičnimi volitvami, 1 leto prej. In ni doživel tega, on operativno ni sodeloval, ampak njegova misel je bila pomembna, ker je pronicala v Slovenijo. Recimo Jančarja so zaradi tega tudi sodili, ker je imel pri sebi tudi Žebotovo knjigo, našega pisatelja Jančarja. Če se ne motim, pa se vajne poti nekako srečali v Arhivu Republike Slovenije, mislim, da pred kakšnimi 6 leti, ko se je tudi neki kolega Pezdir začel zahajati v arhiv in na podlagi tega je nastala leta 2018 vajna skupna knjiga, ki jo je Igor že omenil, Kriminalni temelji teritorialne obrambe in NLB, s podnaslovom Šokantne razkritja o 50-letnici Titove Teo. Rado se pravi, da se tudi ti zagrizal v arhive. Zakaj? Drži, hvala za vprašanje, Metod. Najprej pa seveda velika zahvala, da sem lahko danes tukaj z vami na okrogli mizi. To ima zame poseben pomen. Jaz sem že 14 let namreč zaposlen na Univerzi na Primorskem, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, ki je tam na Glagoljaškem trgu. In kljub temu, da že 14 let tukaj delam, si morate zamisliti na Glagoljaški ulici, od muzejskega trga do semle sem se zgubil.
In hvala Bogu, da ne delam kakšnega posla, ker potrebujemo orientacijo in da sem rajši v arhivih po finančni forenziki, ker tam sem definitivno boljši. Ampak res lepa hvala, ker sem lahko danes v mojem Kopru. Jaz sem tudi poročen v Kopru med drugim, tako da ta Koper je meni tako, kar je resna zadeva. Ne? Zdaj pa pojmo pred arhivom. Ne? Jaz enostavno, ker sem raziskoval, kakšna je pravzaprav gospodarska infrastruktura Slovenije in kaj so omrežja v Sloveniji, sem navidezno naredil eno stran pot v svojemu raziskovanju in začel raziskovati, kaj se je dogajalo na začetni točki nič v slovenski tranziciji, v smislu poskušati razumeti, kdo so vsa ta tuja podjetja, posebej iz davčnih oaz, ki so se kar naenkrat v lastniški strukturi v privatizaciji pojavila ali pa začela poslovno sodelovati. In ideja je bila seveda, da gremo en korak nazaj pred padcem Berlinskega zidu, pa ugotovimo, ali je kapital kaj ven bežal v neke davčne oaze, kar vemo, da se je dogajalo, ampak mene je zanimalo, ajde gremo dokazati. In v nekem preblisku sem rekel, grem jaz v arhiv Republike Slovenije. No in praktično v prvem tednu agitacijska, ki sem delal že v arhivu, sem seveda spoznal Igorja in to je bilo eno najbolj dragoceno srečanje v mojem življenju, ker ne samo, da sem dobil dobrega sodelavca, ampak sem dobil tudi iskrenega prijatelja. In midva sva tičala skupaj cele dni in Igor je bil zame neprecenljiv, ker je resnično razumel čas, ki sem ga jaz analiziral, on ga je pa živel in je razumel, kako so institucije delovale, razumel je pa zelo dobro tudi, kako je ekonomski sistem deloval. In midva sva delala vsak svoje. Igor se je bolj fokusiral na ta sociološko-politološki kontekst delovanja službe državne varnosti, mene pa seveda vse bolj gonila sama ekonomija. In potem je prišlo do zgodbe, kjer sva vedela, da je pa presečna. Se pravi, Igor je že obdelal neko gradivo, to je tehnična enota 1404. Na podlagi tega je napisal knjigo, kako je Janez Zemljarič ugrabil Bato Todoroviča, srbskega podjetnika. V tem fondu je bilo pa nenormalno dobro ohranjena dokumentacija o tem, kako se je vzpostavila Ljubljanska banka, kako je se vzpostavilo vzporedno bančništvo, kako se je začel cel ta proces oblikovanja ene hobotnice in odlivanja denarja v Švico, tako res natančno do računov. In tam smo ugotovila, da v bistvu to bi pa lahko kaj skupaj naredila. Posebej, ker je bilo takrat, se je hkrati obeleževalo 50 let ustanovitve nove Ljubljanske banke in Brozove teritorialne obrambe, ki pa sta bile skupaj zvezane, obe te institucije, v enem primarnem grehu, ki je bil podivjano obnašanje nekdanjih visokih uslužbencev službe državne varnosti, ki so prešli na funkcije v gospodarstvo, takoj po vojni pa so vzpostavljali vzporedni mehanizem. Ne samo na Tržgaškem, ampak tudi na Koperskem, se pravi takrat v obeh conah A in B. In iz tega nastala po mojem mnenju dosti fascinantna knjiga, ta teritorialni temelji. Jaz sem pa potem to zadevo nadaljeval. In sem tudi tole bančni del, prvi del moje knjige, še poglobil in nadgradil v temule vzporednemu mehanizmu. Ampak tam je noč še toliko enih detajlov, da ploh še ene 3 knjige napisal, referiram se na to, kar je prej Igor rekel, eni kosi arhivov so fascinantno ohranjeni. In vprašanje je, če bi bili mi soočeni z neuničenimi arhivi, kakšen šok bi potem šele država doživela, ker bi enolično določeno razumela, da je bil tisti prejšnji sistem res prevržen, idiotski, debilen sistem. Gospod Omenca, bi vi še kaj glede tega dodali, glede te knjige?
bi še kaj dodali glede te knjige, kriminalni temelj vzporedne ekonomije, ker v bistvu sta s tem že v veliki meri razgalja to vzporedno ekonomijo, v kateri je sicer že leta 2006 govoril o razviti Udbovec in bankir Niko Kavčič v tem istoimenskem dokumentarcu, ki ga je za nacionalno televizijo pripravila Lea Krizirne. Ja, to je neka verzija, ki je bila, olepšana, oziroma so bile stvari, ki so bile, te kriminalne stvari, ki so bile v ozadju, so bile prikrite, ker je bil on akter tega, glavni akter tega, on je v bistvu šef ekonomskega oddelka Udbe, prišel pa iz Vosa preko Ozne do Udbe, šlo je takole, Vos, avgusta 41, Ozna, Vos je bil slovenska zadeva, potem pride Ozna, ki je že Jugoslavan, že Tito ustanovi, 13. maja 40, potem pa pride Udba, oziroma uprava državne varnosti, oziroma uprava državne bezbednosti, od tega pride naziv Udba, ki je ponarodel že v socialistični Jugoslaviji in danes ima negativno konotacijo, takrat je pa tudi Tito govoril o Udbaših po Udbi, na sestankih. Potem pride pa leta 1966 pa iz uprave pa služba državne varnosti, SDV v Sloveniji, ki je potem imenom tudi propadla. Ampak v bistvu zame je vse od Vosa do SDV, to je vse Udba, ker gre za tajno politično policijo komunističnega vrha. Vosa samo slovenskega, Ozna, Udba sta pa že jugoslovanski, v vsaki republiki imajo pa seveda svoje republiške Udbe, pa še dve pokrajinski Udbici sta bila v Vojvodini pa v Albaniji. Ta televizijska oddaja je treba zdaj pogledati, ker smo mi dva našli v arhivu v teh dveh knjigah, posebej v tej, ker je to še veliko bolj podrobno obdelano in še bi se lahko kaj napisalo, kot je povedal, morda bo še kaj pisal rad o tem. Skratka, to so stvari, ki so res šokantne, ker se jih da tako natančno opisati, tudi z udbovskimi ozadji, tudi z udbovskimi spori. Ampak bistvo vsega pa tega je, recimo pri teh kriminalnih temeljih, je to, da je stara Udba, ta stari oddelek, kot sem prej povedal, povojni oddelek, kjer so Niko in njegovi kolegi, so potem odšli v gospodarstvo, v banke in v zunanje trgovinske poslovalnice v tujini. In se je začelo to znanje, ki so ga imeli, kriminalno znanje, ki so ga je bilo v službi države, ker je država to pokrivala, politika je to dovoljevala, so oni potem to začeli delati za svoj lastni žep. Zato govorimo o kriminalnih temeljih, kako so ustvarjali črne fonde, kako so pri tem pomagala Ljubljanska banka, ki je bil Niko Kavčič generalni direktor, potem je še Miloš Ogrizec, bivši vosovski likvidator, ki je bil tudi pomemben, in še nekateri drugi udbovci, ki so bili po gospodarstvu. In to je iz tega nastala ta zgodba, ki je ekonomsko-politično vohunska, bi rekel, res nek triler. Se večina teh knjig, veste, moje knjige v Udbi, pa tudi tale vzporedni mehanizem, je nek način triler. Jaz ne moram govoriti o kvaliteti mojih knjig, ali pa njegove že lahko govorim. Ampak po žanru so to kriminalke, ampak kriminalke, ki niso izmišljotina, ki so narejene na osnovi dokumentacije. Ampak so dejansko, to so take neverjetne zgodbe, da si jih nobeno literarna domišljija praktično težko bi zamislila. Vse to udbovsko, švercarsko, kakšne zgodbe se tle noter, to je dejansko neverjetno. No, Nado, ti si pa torej v tej svoji knjigi Vzporedni mehanizem globoke države vse to še nekako podrobno nadgradil, z arhivskimi dokumenti si torej dodatno razgalil tudi ugotovitve povezane recimo s Saftijem in Aditom, o čemer je v tej svoji znameniti knjigi Kučanov klan že leta 1996 zelo zanimivo pisal pokojni Danilo Slivnik. Ali si zato dal drugemu večjemu delu, večjemu poglavju te tvoje knjige naslov Rojstvo partijskega leviatana? Ja, ker sem gledal, kako so po vojni to zadevo zgradili in organizirali, sem bil na eni točki resnično šokiran in fasciniran. Mislim, govorimo o ljudeh, ki so
kot je Igor povedal, bili vsi po vrsti likvidatorji med drugo svetovno vojno in so prelezali z gozda leta 1948, pa oni že sestavljajo neko finančno infrastrukturo, ki je za tisti čas izjemno zapletena in kompleksna. Večini ljudi se ni sanjalo, kaj pomeni, da leta 1951 že pobegneš v Lichtenstein v davčno oazo. Leta 1991 se mi je že dobro sanjalo, ker je bilo treba parazitirati po slovenski ekonomiji v procesu privatizacije. Ampak takrat je bilo to relativno šokantno in tudi zapiske njihovih konferenc ekonomskih oddelkov, ki sem jih preberal, nisem mogel več razumeti, zakaj pravzaprav gre. Ali gre za sestank upravnega odbora multinacionalke, ali gre res za tiste pripadnike uprave državne varnosti, ki čez dan preganjajo podjetnike, jih zapirajo, tudi streljajo, nacionalizirajo podjetja, zvečer se pa pogovarjajo, kako izvajati davčne optimizacije, kako trgovati finančnimi instrumenti. Ves ta svet je bil zame šokanten, ker je bil toliko kontradiktoren, da bolj ni mogel biti. No, v nadaljevanju sem ugotovil, da pač edina stalnica tega je bila prikrivanje in laž. Ampak to, ta odnos do lastne družbe in način delovanja, ta šizofrenost, hkrati pa tak ogromna kolosalna finančna struktura, ki jo v tajnosti delajo, je nekaj, kar lahko opišem samo z Leviatanom, bolj več ne znam povedati. In ta Leviatan je, kar je bilo še bolj šokantno, je bil še kako živ, močen, se dograjeval do une točke, ko je bilo treba, ko je padel Berlinski zid in ko je bilo treba ugotoviti, da je treba družbena sredstva ven potegniti in jih potem nazaj kot privatna sredstva vrniti v slovensko privatizacijo, zato, da napolnijo omrežje, stabilizirajo omrežje in prevzamejo centre moči in institucij. In to je dejansko nekaj, kar si človek lahko predstavlja samo pod nazivom Leviatan. Ali je ob tem mogoče jasno povedati, reči, dokazati oziroma si dokazal, kdo je bil glavni nadzor nad to udbovsko vzporedno ekonomijo skozi posamezna desetletja? Domnevam, da so bili pač to šefi udbe oziroma šefi komunistične partije. Institucionalna infrastruktura je jasna. Služba državne varnosti je bila umeščena proti republiški sekretariat za notranje zadeve, ampak je v celoti in popolnoma odgovarjala in delala po navodilih vrha partije oziroma ožjega partijskega kroga. Tukaj se ni moglo nič zgoditi, ne da bi partija to odredila. In tudi, kot sva z Igorjem pokazala v teh kriminalnih temeljih, je celo prišlo do epizode, ko so bivši udbovci, ki so zagnali vzporedno omrežje leta 1968, poskušali na skrivaj za svoj žep dati in takrat se je nad njih sprožila cela partija in cela udba. Tukaj ni bilo, da bi kdo je delal na svojo roko, se šel kakšna vojvodstva ali pa kaj takega v poslu. In tudi sama začetna konstelacija je danes zelo jasna. Recimo, začne se tako, graditi se začne sistem tako, da ministrstvo tedanje Ljudske republike Slovenije ustanovi ministrstvo za izvoz in uvoz, ustanovi podjetje Continental, kamor se preseli celoten prvi odsek tretjega oddelka uprave državne varnosti, ki se imenuje ekonomski oddelek. In se zakrije noter v to podjetje Continental v Ljubljani z svojim legalnim in ilegalnim poslovanjem. In po ukazu partije uprava državne varnosti izkoristi lichtensteinski sistem slamnatih lastnikov in tam skupaj z dobavitelji nelegalnih cigaret, se pravi s kriminalci, pere denar in poganja celoten krogotok sredstev, predvsem po Tržaškem in Goriškem. To je začetek, pa to
ta zadeva raste. Ne. Mogoče bi še nekaj dodal, prele, ko sem v Leviatanu govoril, veste, to je res nova zadeva. Mi imamo leta 1993 v Sloveniji še vedno podjetje, ki ga je v Lichtensteinu, s katerim je v Lichtensteinu upravljal Ivan Matija Maček. Nihče od nas leta 1993 ni mislil, da je Mačkovo podjetje še tukaj. Podjetje, ki ga je v imenu UDV po ukazu partije ustanovil Niko Kavčič v Lichtensteinu, je živo do leta 1997. Zadnja podjetja se likvidirajo leta 2016-2017. To je Leviatan, ne? Glede na to, da smo danes v Kopru, ki je danes slovensko pomorsko okno svet, v bistvu, da smo danes na slovenski obali, oziroma zdaj moramo reči, jaz sem v slovenski Istri, domnevam, da sta v udbovskih arhivih naše številne dokumente povezane s tem mestom, pa tudi recimo s Portorožom in tako dalje, s temi posli, ki so vezani na to področje. Bi morda lahko vsak od vaju izpostavil kakšen posel povezan pač s tem delom Slovenije. Jaz bi rajši izpostavil, rado govoril o ekonomskih zadevah, ampak jaz bi rajši izpostavil, da je Koper tista točka udbovska, pa delno Nova Gorica pa Postojna, bil 13 centrov udbe na koncu, ki je deloval, rekel, nadziru Trst. V Trstu so imeli ogromno sodelavcev. In tam so nadzirali recimo Borisa Pahorja, Rebulo, Društvo slovenskih izobražencev, Karlo, se pravi vsaka letna srečanja Drage, Franca Jeza, ki je bil fanatični zagovornik slovenske osamosvojitve, od njemu še napisal knjigo. Skratka, Koper je bila točka, kjer se je predvsem odvijala ta nadzor zadev v Trstu. Moram reči, da se je udba v Kopru sprehajala kot po Ljubljani. Ona je imela prisluškovalne naprave, dala v Pahorjevo hišo v Trstu. Če ste vi kdaj šli po tisti, on ima gor nekje v hribu hišo, je imel, no, zdaj malo više stanuje. Tam je ena oska cesta, ki se dva avtomobila ne morata srečati. In oni se tam krožili z avtomobili, da se lahko z nekimi tehničnimi pripomočki poslušali, kaj se pogovarja pri Pahorju doma. Skratka, to je neverjetno, kako so sledili ljudi po Trstu. Z rentakari, ne, da niso bili sumljivi z jugoslovanskimi registracijami. Trst je bil dejansko izjemno prepleten. Še posebej seveda po vojni, ker tudi so kontrolirali Vidalija, pa glede informbiroja in tako naprej. To je bila res ena neka operativna cona za udbo, ki je bila izjemnega pomena in iz tega se da je veliko zgodb, ki sem jih jaz opisal tako v Karli oziroma Dragi kot v knjigi o Pahorju, pa tudi v Trstu Kozbeku, ker je Kozbek tudi hodil v Trst in so ga tudi tam spremljali njegove stike s Pahorjem ali pa kaj je počenjal na svojih predavanjih, s kom je govoril. Skratka, to je bila dejansko, Trst je bil nekako, bi rekel, res neverjetno, kako zlahka so se gibali po Trstu. Seveda predvsem udbovski sodelavci in uslužbenci Centra službe državne varnosti Koper. Zgodba o Koperskem oziroma v celotni coni B je zelo zanimiva, no? Ker dokler je bila dejansko vzpostavljena cona B tukaj, je bil zelo čuden sistem. Niso uvedli direktno socializma, ne? Ampak so imela podjetja, so bile delniške družbe. In večino teh sredstev, s katerim so se delniške družbe vzpostavljale, je prihajali iz finančnega centra iz Saftija, ki pa je bil napolnjen iz denarja, ki je krožil po vzporednem mehanizmu originalno iz šverca cigaret. Ampak v dokumentaciji Arhiva Republike Slovenije, to je 2136, tehnična enota od fonda 1931, se nahaja natančen popis in opis dela na Koperskem in obali. Recimo iz Saftija se je denar transferiral na Istrsko banko Koper. Iz Istrske banke Koper so pa potem dali denar slamnatim delničarjem, da so vzpostavili podjetja, ki so bila neposredno pod kontrolo Uprave državne varnosti in partije.
in recimo imate celoten popis slamnatih delničarjev za podjetje imenovano Istrabenz. Vsa pač večja podjetja. Seveda poseben poudarek je bil na logistiki, spravo Luka, Inter, Europa, pa še špedicija je bila papira že. Dobro, ajde, bomo vmes se spomnili, ki so izpričane pač kot ustvarjene kot tihotapska podjetja. Potem, naprimer, zanimiva je zgodba o ustanovitvi Droge Portorož. Droga Portorož je bila tako ustanovljena, da je Niko Kavčič v zaporih najdel predvojnega blejskega župana in bančnika Para in ga je osvobodil. Najprej zato, da mu je napisal dobesedno učbenik, kako se dela v ekonomiji in v financah. Potem pa je ustanovil podjetje Začimba oziroma vrtnarija, ki pa je potem preraslo v Drogo Portorož. In seveda zame najbolj fascinantne zgodbe vezano na to področje so sigurno kazino zgodbe. Kazino Portorož, ki mislim, da benga tle ni v dvorani, ki ne bi vedel, kaj točno tam se je dogajalo. Eno taka dobesedno filmska bizarna zgodba o presečni množici med na eni strani partijo in službo državne varnosti, na drugi strani pa organiziranim kriminalom v podobi Male del Brente iz Benetk, ki je držala posojilno službo in v zameno službi državne varnosti plačevala provizijo. To je verjetno ena najbolj novih zgodb. Podobno je bilo sicer tudi v Gorici, ampak zagotovo je od leta 45 do leta 90 tole področje, kjer smo zdaj mi, bilo zelo močno v fokusu. Naprimer, eno zanimivo zgodbo povem, ki jo tudi nisem opisal, mislim, da je iz leta 87, to je pa v dokumentaciji kriminalistične policije, da približno razumemo, v kakšnih proporcij govorimo. Najdel so, carinska služba je v Luki Koper najdla 1 tono hašiša. In seveda poklicali so kriminaliste, kriminalisti so zalepili celo področje. Naslednji dan vse skupaj pečati je razbiti, odprto, hašiša nikjer. Ko so kriminalisti spraševali, kaj je zdaj s tem hašišem, so jim vsi rekli, to je posel SDV-ja, šlo je naprej proti Rotterdamu. Mogoče bi v tej zvezi bilo treba mogoče povedati, ker mogoče kdo pozna to ime. Matjaž Uršič je bil v zadnjih letih šef službe državne varnosti v Kopru in on je zelo pomemben v tem smislu, da je on pa še z nekaterimi drugimi vodilni udbaši, se pravi Ivo Eržen, načelnik Udbe, pa Štefan Tepeš, njegov namestnik, so v zadnja leta hodili v Lugano, v Švico in tam so očitno so tam zapirali račune, na katere se stekel denar iz provizij posojilne službe. To je, nekaj tega je Rado že pisal, mislim, da boš o tem še pisal, ampak hočem reči, da je bil zelo pomemben ta koprski šef Udbe, ki je bil pač tukaj deloval tudi pri tem zapiranju računov udbovskih in to se, če se zapirajo računi, se potem ta denar nekam prenaša. In kaj je potem bilo s tem denarjem? To ni bilo malo denarja, to so bili milijoni in milijoni denarja. Kaj se s tem dogaja, potem tega ne vemo, ker na monoprotetu švicarske arhive, tudi stvari so zastarale, ampak to je zanimiva zgodba, ravno ta koprski šef Koprske Udbe Matjaž Uršič, ki sicer že pokojni, je bil tle zelo pomemben. Jaz bi sam še to dodal kot zanimivost. Jaz sem v knjigi v prilogi objavil še neke najbolj zanimive dokumente. In eden izjemen zanimiv dokument je letno poročilo ekonomskega oddelka Uprave državne varnosti pod Nikom Kavčičem, njen legalen pa nelegalen del trgovine. In recimo na strani 520 se začne zgodba o tem, kaj imajo v Kopru, pa kako se posluje v Kopru. To je prav Udba. Tako da na ta del bi rad usmeril vašo pozornost, ker
je lepo pokritno, pa oni pišejo, sami kva počnejo, to je boljš, kot če jaz pišem, ne. Zakaj je v bistvu prav igralništvo v bistvu zanimivo za udbo? Je tudi tak velik dobiček bil, ali kako, zakaj je igralništvo? Kot prvo dober cash flow je, kot drugo pa igralništvo je vrhunska zadeva, če hočeš oprati denar, ne. Služba državne varnosti se je vedno mučila, kako priključiti denar v legalne tokove denarja, naprimer takoj po drugi svetovni vojni v Trstu, ko so ostali brez kapitala za ustanavljanje podjetij, so enostavno od švicarskih kriminalcev pridobili legalne cigarete in jih izvozili v Italiji, dobili so cele kupe tega denarja in ta denar si mogel nekako priključiti v normalen denarni tok. In oni so to naredili preko nekih paketnih poslov, ampak kasnejša leta so pa to izpopolnili in pranje denarja, če hočeš fino izvajati lahkotno, potem pač imej kazino, sej, mislim, da je jasno. Mislim, ni kriminalne združbe, ki ne bi navalila na kazino, to je, naprimer, ameriške kriminalne združbe so ustanovile Las Vegas, cele Benetke so bile celo igralništvo v rokah italijanske mafije, naše igralništvo pa v rokah naše domače mafije, ki se imenuje sprega SDV in komunistične partije. Glede teh cigaret in podobnega, a je, mislim, da se spomnim z enega od teh naših pogovorov, da je prišlo tudi med slovenskimi in hrvaškimi udbaši na moru nekega spopada, a je to res, kaj? Gospod Merz, mogoče. Ja, prišlo do spopadov. Vse republiške udbe so imeli svoje, rekel, državne šverce. Zanimivo pa, da je zvezdni udbi skrbel, tudi zvezda imela svojo ekipo, je pa bil šef ekipe pa Slovenec, Vitko Hraj, ravno tako Vosovc, je pozneje član te skupine Kavčičeve ekonomske ekipe. Ja, in oni so se spopadali, so je prišlo enkrat celo skoraj da oboroženega spopada med temi, ki so to po ladjah, po raznih kanalih to švercali. Oni so zasuli celotno Italijo praktično za šverc cigaretami in se z tega v sodelovanju z mafijo. Vse to je zanimivo, ne? Pri cigaretah sodelujejo z mafijo. Pri pranju denarja v New Yorku, LBS, podružnica Ljubljanske banke, danes NLB-ja, takrat se imenuje Ljubljanska banka, so prali mafijski denar v New Yorku. Potem imate pa sodelovanje, kot je že Rado povedal, pri kazinojih, sodelovanje z italijansko mafijo. Se pravi, zakaj? Normalno je, če ti izvajaš kriminalno dejavnost, tudi če je država v zadnje za teboj, najdeš stik z drugimi kriminalnimi organizacijami. To je pa seveda bila mafija. In zato je to, rekel, neka naravna vez je bila, ali pa normalna povezava, da so se te ljudje med sabo bili se tudi brezobrazni, brezobzirni, kot imajo mafijci svoje morilce, so tudi marsikatere vosovske morilce prišel v ekonomsko-udbovsko sfero. Naprimer Miloš Ogrizek, recimo. Pa Brajnik, čeprav Brajnik je tudi delal na drugih področjih, ampak vendar je še nekaj deloval tudi na ekonomski področju, je bil en glavnih eksekutorjev, poleg Pepeca Štadlerja, ki je bil Erliha, pa natlačna, Pepe Štadler pa ni bil vplet v te recimo švedske posle. Kakšen je pa ta odnos med zvezdno pa republiško udbo, oziroma med temi udbami, ali je bila slovenska udba, ki je v kolikšni meri samostojna, ali je v bistvu bila pač čisto to sestavni del pač te jugoslovanske udbe, za katero vemo pa, da so jo tudi pogosto vodili slovenski kadri. Ja, mi smo imeli Brajnika, ki je bil dolgo časa na vodilnih položajih, po vojni do leta 65, pa se Branko, če prišel v Ljubljano nazaj. Potem smo imeli Gorenca, Gorenc je še živ, Silvo Gorenc je bil šef zvezdne udbe, potem smo imeli Martina Koširja, je umrl pred 2-3 leti, potem smo imeli Dimitrija Krajgarja, ne vem kaj je z njim, se pravi, mi smo imeli pravzaprav največ, če gledamo v celotno obdobje, pravično Slovenci, največ šefov zvezdne udbe, ampak zvezdna udba ni bila operativna, ona je bila nadzorni organ in predvsem ona je nadzorovala in odobravala akcije. Vsako akcijo v Nizozemskem je morala potrditi zvezdna udba, zato ker za nevarnosti kompromitacije države je bilo to zelo strogo. Zvezdna udba mora dajati dovoljenja za bombne atentate, likvidacije v tujini, ugrabitve,
tudi za, rekel, za službeno pot nekoga v tujino, udbovca, je morala priti potrditev recimo po telegramu ali po depeši iz Beograda. Tako da je bilo to izjemno. Poleg tega so vse te udbe, so bile relativno samostojne v okviru republik in tudi so svoje migrante, ponovadi so recimo slovenska kontrolirali slovenske, hrvaške imigrante, srpske, čeprav slovenska je bila pa znana potem, da je zelo pomagala hrvaškim in srpskim in drugim udbam, ker smo na tej meji za zahodno Evropo in so se naši udbaši izjemno dobro gibali po vseh teh evropskih državah in zato so oni delali, rekel, tudi pomagali drugim republiškim udbam pri nadzoru nad, recimo, ali pa tudi nad likvidacijami umori, se pravi, političnih imigrantov v zahodni Evropi, pa tudi čez ocean, da tako rečem. Naj še jaz dodam, bila je tudi zvezne in republiške udbe so bile tudi na področju ekonomije. In zanimivo pa temu je, da imamo v Arhivu Republike Slovenije shranjen en zapisnik seje iz leta 1951, kjer de facto udbe pridejo v avtonomno strukturo delovanja in sicer dogovor je sledeč, da vsaka služba, vsaka republiška uprava državne varnosti ima svoj delokrog na področju ekonomije, ima svoje račune odprte pri švicarskih bankah, mimogrede teh računov smo kar nekaj identificirali, da pa zvezni službi zgolj plačuje provizije za svoje posle, tudi na račun, ki ga je imela uprava državne varnosti na zvezni ravni odprtega v švicarski banki. In zanimivo je to, da je šef zvezne udbe za ilegalno in legalno trgovino Vitko Hlaj, ki ga je Igor že omenil, Slovenci iz Buzeta, medtem ko je najbolj urejena uprava državne varnosti Slovenija pod Nikolom Kavčičem in je dana za vzgled, kako zadeve naj delujejo. Pri tem je treba povedati še dve zanimivosti. Ta prva je, po teh zapisnikih se vidi, da divjajo spori med hrvaško in slovensko udbo. Ravno zaradi tega, kako deliti trg pri prodaji ilegalnih cigaret. Hrvaška udba ima zelo velike težave, ker je slovenska udba zelo penetrirana po italijanskem trgu. Slovenska udba ima pa s hrvaško težave zaradi tega, ker Hrvati pod ceno ponujajo te ilegalne cigarete v Italiji in pač izrivajo iz trga Slovence. Vemo, da se ta zadeva med slovensko in hrvaško udbo nikoli ni zelo razrešila. Druga stvar, ki je pa tudi skupna vsem, je pa, da morajo droge vsi pustiti primer, ker za droge je zadolžena samo tale, kaj že, makedonska uprava državne varnosti. Zdaj, koliko so se tega držali, jaz bi rekel, da ne, ker se ničesar niso držali. Bizarno je to, da so si delali en drugno konkurenco ljudje, ki so verjeli v socialistično obliko ekonomije. To je spet ena ta bolesna šizofrenija, ki je samo v njihovih glavah bila lahko nekako normalna. Lahko sem rekel, da sem malo nekaj zabavnega povedal glede teh zadev. Recimo, imenovani Miloš Ogrizek je odprl črn račun, takrat so delovali kriminalno, odprl v Švici račun Sara. In ta Sara je bila pa ime psa od njegovega soseda Silva Hrasta, vozca likvidatorja tudi, ne. In potem, ko se je ugotovilo, da je začela nova udba, staro udbo, tako rečem, glede tega, ker so oni privatizirali, oziroma ta kriminal izvajali prej državni za svoj račun, so jo začeli preiskovati in je šel Miloš Ogrizek z vlakom v Švico, v Cirih in je tam pobral vso dokumentacijo na račun je bil najbolj pomemben račun ODE 1404 ali koliko je bil? 1007, ne? In ODE je bil pa ime njegovega brata. Ogrizek Dore ODE, ne, iz tega, ne, recimo. Ampak kaj je zdaj zanimivo, ali pa zabavno? Ko se je vračal, je imel debelo polno ahtov kot teh dokumentov. In je 8 ur
trgal dokumente in jih metal skozi okno vlaka. Kako to vemo? Ker zraven sedel sodelavec Udbe, z njim je šel skupaj v Švico, ga je Udba z njim poslala, taj pa mislil ugrizek, ne, da je to njegov zaupnik prijatelj. Mislim, vidite, kakšne zgodbe, ne, zabavne, pa tudi, rekel, resne hkrati. Ne. No, v času demokratizacije, torej konec 80-ih let, smo naivno mislili, da bodo spremembo sistema s partijskim sestopom z oblasti in z denacionalizacijo komunisti ostali brez vsega. Ne. Kot vemo, se je zgodilo prav nasprotno. Na tako imenovani sestop z oblasti, ki ga je zadnji šef Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Milan Kučan zelo dobro zaigral, so se torej slovenski komunisti zelo dobro pripravili s pomočjo Udbe oziroma službe državne varnosti in njenih podjetij v tujini očitno že pač v letih tik pred tem. Kako bi ocenili to nekako se zdi, da so v bistvu to zavestno dobro izpeljali? Ja, oni so lahko to zavestno dobro izpeljali zaradi tega, ker so do leta 90 že izpopolnili mehanizem vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva. In jaz sem uspel rekonstruirati, kako so izvozili družbeni kapital in kako so ga vrnili v obliki privatnega kapitala. Zdaj, ključno je razumeti, da je ta izvoz tekel preko od Slovenije, preko Italije do Luksemburga in potem v Švico. V Sloveniji je bilo neko slamnato podjetje, ki po vseh regulacijah ni obstajalo in se je imenovalo Adit in lastnica tega podjetja, tudi te dokumente objavljam, je bila dejansko Socialistična zveza delovnega ljudstva. In ta je dobila kredite to podjetje Adit je dobilo kredite pri Novi Ljubljanski banki, sredstva Banke Slovenije in sredstva Gospodarske zbornice Slovenije. Te sredstva so dobili na podlagi ukazov tedanje slovenske vlade, izvršnega sveta. Ta denar so prenesli na Tržaško kreditno banko in ga odlili na podjetje Proteus, ki so ga ustanovili v Luksemburgu. Iz teh sredstev so potem v Švici ustanovili banko. Zadnji element, ki jim je manjkal, da ta bančni krogotok popolnoma v njihovih rokah z banko v Švici. Iz tega denarja, ta denar se je potem začel vračati, to pot denarja se je dalo rekonstruirati in sem jo tudi rekonstruiral in vračal se kar v nekaj sektorjev. Ne. Vračal se je v medijski sektor, kjer je napolnil oziroma privatiziral tednik Mladino, ustanovil dnevnik Republika. Potem se je zažrl v medicinski sektor, kjer je zelo lagodno živel na javnofinančnih sredstvih, ki so težke po 2 milijarde na leto. Govorimo o Marku Medicalu. Preselil se v banke, najdemo jih v Novikum banki, ki jo potem prevzela banka Celje, katere glavna lastnica je bila Ljubljanska banka, Kvarner banka na Hrvaškem, postali so delni mejhni solastniki LHB-ja, Istarska banka Umag. Potem je z prenosom celotnega premoženja iz Saftija preko podjetja Medias na KB 19.9 leta pravna oseba postala lastnik ogromnih zadev v Sloveniji, v Kopru Istra, Benza pa Aktuala IT-ja, malo bolj kele gor Kraškega zidarja, Klirinško-depotne družbe, Želne banke Slovenije, MIPA, se pravi, naštevam lahko še veliko, ne, ampak to je ena stvar, druga stvar pa je, ne, mi se zbudimo v tranzicijo leta 1991 in kdo je ratajo zgodbe v uspehu, takrat je nekdanji visoko rangirani uslužbenci službe državne varnosti. Recimo jaz opisujem Ivana Pušnika, nekoč zadolženega za nemško govoreče področje, potem pa leta 1991 za svojim ciprskim podjetjem postane soustanovitelj Faktor banke. Postane preko energetskih poslov verjetno slovenski oligarh, ki danes živi v Švici. Tukaj imate celotno zgodbo o Zemljariču.
Isajloviću in tako naprej in tako naprej, ne? Kar seveda vam postavlja vprašanje, kako je možno, da nekdanji udbovci postanejo podjetniški geniji z zelo močnim omrežjem, a mi vsi ostali smo bili pa idioti. Odkot je imel en usran Ivan Pušnik denar, da je ustanovil podjetje na Cipru leta 1991 pa so ustanavljali Faktor banko. Ne bodimo novi, ne? No, jaz bi tako rekel, da v tej knjigi Vzporedni mehanizmi je en dokument, se mi zdi verjetno, dobro, težko zdaj reči, ampak zelo pomemben, Operacija Merkur. Mislim, da je v celoti si ga objavil. Ne? Tam noter je napisal Niko Kavčič. Leta 1992 opisuje, kako sta skupaj z predsednikom takratne slovenske države, Milanom Kučanom, on pa upokojenec, pravzaprav motivirala, da sta tudi se izognila predsedniku vlade in guvernerju Banke Slovenije, da sta postavila Marka Voljča za generalnega direktorja Nove Ljubljanske banke. Se pravi, predsednik države nima nobenih pooblastil, da se vtika ali pa imenuje pooblastil glede generalnega direktorja Ljubljanske banke. Niti še manj tega imel upokojenec, bančni upokojenec Niko Kavčič. In ona sta spletko vzpostavila, novega generalnega direktorja Ljubljanske banke. To so ljudje, o katerih je Borut Pahor govoril kot o stricih iz ozadja. In to je, ampak eno je govoriti, eno imeti pa nek dokument, ki dejansko po dnevih pokaže, avtor je to sam napisal, mi sta prišla do tega dokumenta in je to en izmed res krasnih ali pa tako jasnih dokumentov, verjetno tega še veliko več, pa tega ne moramo dokazati, ker seveda take dokumenti, da se najdejo, da so sploh napisani, so redki. Da dam še malo kontekst, kar je Igor povedal, med banko ni brez veze, ker izkazalo se je, da je banka bila glavna pumpa kapitala za vsa ta omrežja. Eden najbolj novih primerov, ki ga poznamo tukaj na obali, je seveda tista zgodba ladjedelnica Izola. Mislim, da spet ni nobenega v tej dvorani, ki ne bi vedel, katera točno ekipa se je zbrala. In tam požrla 40 milijonov kredita za investicijo, ki sploh ni obstajala, ker kot veste, občina Izola že v štartu ni spremenila namembnosti, da bi ta posel bil. In je bil totalno fake slamnat posel, ki so iz Nove Ljubljanske banke ven izčrpali denar. In seveda, kdo kot prvi pade ven iz te sheme? Janez Zemljarič, ne? On je bil tisti, ki je imel šape v temu ladjedelnica Izola projektu pa v zemljišču Inde. Ne? Veste pa, kdo je Inde prodal celotni tej ekipi? Ne? To je pa tiskaj na povod daju Katarini Kresar. Pa pol v KB19-9 prišel kot rešitelj preko svoje soproge, ki se je Goričanom zaostal. No, knjigo Vzporedni mehanizem globoke države pa ne končaš s branjem iranskega denarja, ampak jo v bistvu začneš. Zakaj? Kaj nam ta primer Farok, ki se je začel dogajati konec leta 2008, v bistvu pove, kaj sporoča o stanju slovenske države, o organih pregona, o v bistvu delovanju pravne države oziroma nedelovanju pravne države. Ta primer je toliko ekstremen, da se človek vpraša, kje pravzaprav mi živimo, ker kot prvo, razumete, imate Novo Ljubljansko banko, ki če spusti 1,8 milijarde evrov iranskega denarja, ki bi mogel biti pod embargom, ker so začetne točke, odkot ta denar izvira, dejansko točke obveščevalnega denarja iranskih obveščevalnih služb v Meli banki in Export Development Bank of Iran. In v tem okviru vidimo najprej nekaj. Nič, kar je vezi z institucionalnim okvirjem, to je
zakonodaja o bančništvu, regulacije centralne banke Slovenije in interni predpisi v banki niso delovali. Niso delovali. Kar pomeni, da so delovali neki vzporedni mehanizmi odločanja. Ker namreč tudi tisti, ki so v banki delali in morali sprovajati te transakcije, so se pritoževali, da zakaj moramo delati ravno kontra tistmu, kar ste nas učili, da se dela in zakaj nasprotujemo lastnim bančnim predpisom. Potem ta drug depresiven del te zgodbe je seveda, ko bi se mogla ta zadeva prekiniti. Najprej noben tega ne prekine 4-5 mesecev po tem, ko je že jasno, da so transakcije take, da bi mogle biti prepovedane. In to ne prekine ne Urad za preprečevanje pranja denarja, niti policija, nihče. In kar naenkrat ugotovite, da pravzaprav imate opravka z nečim, kar je koordinirano izven institucij, na tak način, kot je Igor opisal operacijo Merkur. Nekdo, ki nima nobene pristojnosti, odloča o celotni zgodbi. Zdaj, zakaj je to zaskrbljujoče? Ker smo danes v časih, kot smo, in se moramo zavedati, da je naš sistem lahko izjemno ranljiv za kakršnekoli finančne tokove Putina in njegovih oligarhov. In to ni fantazija. Ko je vladla Janukovičeva vlada v Kijevu, so njegovi oligarhi ministri bežali in njihov kapital je pribežal v slovenski bančni sistem. To je bilo leta 2015-2016. Medtem, ko so v Avstriji in v ostalih državah te pritoke denarja odkrili, razkrili in sankcionirali, se pri nas nič takega ni zgodilo. In če hočete, primer Farrokh je kolosalen. Kaj so se vse naše institucije naučile? Nič, ker smo potem parali pro-putinovski ukrajinski denar, oziroma odpirali račune. Se pravi, Bog ve kaj vse tiči po našemu finančnemu sistemu in vse to je spet izven regulativ predpisov in zakonodaje. Se pravi, mi imamo opravka z nekim leviatanom, ki je prisoten. In ne bo pa prisoten, če mu sekamo lovke. Ampak moje vprašanje ni konspiratorno s primerom Farrokh, ampak je enostavno vprašanje. Glejte, en primer je, to je del vzporednega mehanizma, je slabo. Drug primer je, to ni vzporedni mehanizem, ampak mi absolutno več institucionalno ne obstajamo, vse je možno, kdo je lahko pride narediti kar če. Kjerenkoli primeru je vse to sranje. Se moramo zavedati, da moramo to sranje zavedelati iz naše družbe, jo vrniti v institucionalni in zakonodajni okvir in regulirati tako, kot to narekuje naša ustava in zakonodajni sistem, ki ga imamo. Sicer bomo oriti. In zdaj pač ni čas, da smo oriti te dni, ne? Ja, gospod Domeza, se strinjate s tem, kar pravi kolega Pezdir, ali bi morda še kaj dodali, glede na to, da je jasno, da imajo še danes na nekdanje udbovska omrežja, ki so se v času tranzicije na novo regenerirala in prestrukturirala, določena pač nastala tudi čisto na novo, še vedno precejšno moč in vpliv, čeprav je pa res, da po drugi strani s to odprodajo bank ta njihov vpliv moč slabi, pa tudi s to spremembo izvršilne veje oblasti. In zaradi tega smo v bistvu priča v zadnjih teh 2 letih tudi taki histeriji, ki jo zganjajo levičarji. Tako moramo vedeti, da Udba, če imela na koncu svojega obstoja v Sloveniji, tam okoli 900 zaposlenih, moramo vedeti, da je večina teh ljudi bilo sledilcev, tipkarc, prisluškovalcev. To je šlo v pokoj, to ni velikega pomena za družbo ali pa za njeno ekonomijo ali pa za politiko. Čeprav seveda se oni med seboj družijo, dobro, med tem je že toliko let poteklo, morda nekaj ljudi že pokojnih, čeprav sem zadnji slišal, da je še 22% bivših udbašov v službi na Sovi. Ker je za 30-letno obdobje kar še vedno velik odstotek. Ampak recimo, da so oni zdaj pač svoje znanje iz tajne politične policije prenesli v obveščevalno varnost. Ok.
In danes je tudi nadzor, ne, skupščinski, in tudi je to neposredno pod vlado, ne pod predsednikom vlado, ta urad, Sova. Kakorkoli. Seveda, potem je pa glava UDBE, ki je bila tesno povezana z režimom, z vrhom režima. To je bil pa seveda krog, ki je imel informacije, ki je nekaj kapitala, ne vemo točno koliko, ne, različne številke se pojavljajo, umaknil, ne, nič ga ni prišlo v slovenski proračun, ko smo se osamosvajali. To vem, ne, ker sem takrat na čelu službe SDV-ja, ne SDK, je pa podobna kratica. Ne. In to pa je močna struktura, ki je ostala. Ne. In Rado že povedal cel kup enih podjetij, ki so še delujoča, iz teh elementov sporedne udbovske ekonomije in bančništva, ki so obstajale v teh 30 letih v Sloveniji in še vedno veliko tega obstaja. Tako da, seveda, jaz mislim, da, recimo, pogledajte Ivana Eržena, ne, šefa UDBE, govorim zdaj prav o UDBI, ne govorim o politiki. Če smo videli prej Kučana, kako je določil, kdo bo šef Ljubljanske banke, to je strašna moč. Ne. Se vemo, mi smo 5 milijard plačali za takih operacij, ne, iz državnega proračuna za sanacijo bank. In je povedal Rado že nekaj primerov, kam se je odlival denar, da se je mogla potem ta luknja s proračunskim denarjem polniti. Ampak Ivan Eržen, recimo načelnik UDBE, ki je hodil še maja, ne, oziroma v prvih mesecih leta 90 v Švico, v Lugano, in tam so počenjali očitno neke poslovne stvari, kaj je on danes v Švici? Sam to vemo, da se ukvarja z energetiko, ne, in živi v Švici. Vi ne morete živeti v Švici z udbovsko plačo, ali pa niste mogli z udbovske plače prihraniti, da lahko živite v Švici. Ne. In vidite, tle imamo nekaj, ampak problem je v tem, da seveda mi nimamo, jaz nimam UDBE, da bi to raziskovala, pa tudi nočem imeti, ne. In očitno pa institucije, to na primeru iranskega pranja denarja, niso odigrale svoje vloge. Potem je pa težko, veste, te stvari so tudi, vse te stvari, kar se je prenašala denarja takrat udbovskega leta 90 na te račune, nihče ni bil zaslišan od teh glavnih, ki so to delali. Ne Ivan Eržen, ne Matjaž Uršič, ne Štefan Tefeš, ne tiste dekleta, ki so zraven hodila s koprske UDBE, recimo Katja Smodiš, pa je to pod lažnimi imeni zapirala neke zadeve, kot piše v enem kriminalističnem poročilu, ne, Bojana Podbevška, mi smo ta arhiv dobili po njegovi smrti leta 2016, ne, smo šele zvedeli za to zapiranje računov oziroma za to manipulacijo s tem denarjem iz posojilnih služb, tisti delež, ki je šel v UDBI v Švico. Ne. Tako da obstajajo seveda neke močne navezave, verjetno tudi politično udbovske, ne. Za eno sem povedal, za nekatere vidimo, da kot sem že iz tega akcije Merkur, vidimo, da se je tle še vplivalo na zelo pomembne, najbolj pomembne finančne zavode v Sloveniji, ne? Da je tega bilo še veliko, ampak česa pa tudi vsega ne vemo. Ne? In problem je pa tem, da tudi natančno vseh teh številk ne vemo. Ne? Mi vemo, da so bili neki tokovi, ampak zelo težko je priti, veste, do nekih računov v tujini, do kaj se vse dogajalo. To lahko dela samo kriminalistična policija, pa še ta težko prihaja v tujini do podatkov. Mogoče še dodati na to nekaj, ne, da razumemo kontekst tega, kako zelo prikrito je bilo to v Sloveniji in ravno ta prikritost obstoja vzporednega mehanizma je omogočila, da so se oblikovala omrežja v slovenski tranziciji, ki so bila sestavljena iz presečne množice med rdečimi direktorji, visoko rangiranimi partici in udbovci in ki so potem ugrabili ne samo tržno strukturo naše države, ampak tudi institucije. V Nemčiji je bilo popolnoma drugačne. V Nemčiji, ko je v vzhodni Nemčiji padel Berlinski zid in ko sta se Nemčiji združile in je prišla demokracija in tržna ekonomija, so zelo dobro vedeli, da je tudi Stasi izvozil denar v Luksemburg, Lichtenstein in Švico. Po temu ni bil prav nič drugačen Stasi kot slovenska služba državne varnosti, ampak Nemci so naredili 2 preiskovalne komisiji v Bundestagu, najdel denar
in ga dejansko od Švicarjev nazaj dobili. Pri nas so bila 90. glavni školt zanikovanje tega, kar je zavrhul Danilo Slivnik, in to je ravno velika kraja družbenega premoženja in njegov povratek v obliki privatnega kapitala. In to je tista velika prevara, ki je uspela tej presečni množici med vrhom partije, uslužbencev službe državne varnosti in rdečih direktorjev. No, približujemo se koncu našega pogovora. A veste samo to, no, da povem, katere rdeče direktorje stalno omenjam, pa nič nisem konkreten ga rekel. Ne. Eden izmed rdečih direktorjev, ki ga jaz popisujem, je bil Miloš Kovačič. Ne. Njegova glavna zgodbica je bila, jaz nisem rabo biti nikoli v partiji, kar pomeni, da jugoslovanski komunizem ni bil toliko bed, kot vsi govorite, ni bilo treba biti v partiji, lahko si bil sposoben, pa si napredoval. No, na vest ni bil v partiji, ne, ampak jaz pa Igor, ne, in sva najdla dokumente, jaz sem to popisal, pa če bil pa konfident službe državne varnosti, ne, in je ovajal Slovence, ki so delali v Moskvi in Sovjetski zvezi. Sprav, vsi so imeli to svojo divjo barvo tam, kaj je bilo treba. Pa vsi so imeli fucking radi denar. Ja, Naš denar, ja. Ne tistega, ki ga oni zaslužijo. Ko oni ga fucking niso znali zaslužiti, razen če so čike švercarski. Ja, to sem ravno mislil vprašati, glede, ker je Miloš Kovačič veliko posloval z Rusijo, v bistvu Krka in tako dalje. In sedaj smo priča tej škandalozni agresiji Putinove Rusije na Ukrajino. Me zanima, sta v teh udbovskih dokumentih, arhivih morda našla tudi kaj v sodelovanju jugoslovanske ali slovenske službe državne varnosti, sovjetsko tajno policijo, imenovano Komitet gospodarstveno in bezopasnosti oziroma Odbor za državno varnost oziroma bolj znano s kratico KGB. Predvsem je v arhivu veliko od tega, kako je UDBA špionirala v Sovjetski zvezi, ker je bila tudi Sovjetska zveza posebej po udoru na Češko, so se bali, da bi Sovjetska zveza tudi udarila na Jugoslavijo. Ta bratska Sovjetska socialistična zveza je postala zopet nevarnost, kot je bila leta 1948, takrat, ko so se tudi bali, da bo Stalin udaril v Jugoslavijo. To je bilo neko tako mešano prijateljstvo, namreč Tito nikoli, pravzaprav se ta jugoslovanski komunisti, čeprav so prekinili Stalinom, še vedno so v Sovjetski zvezi videli neko domovino socializma, še vedno so računali na pomoč Sovjetske zveze, čeprav so paktirali in manevrirali tudi za Zahodom. Imeli so srečanja, rekel, vrhovi UDBE in sovjetske tajne policije, ampak to so bili taki kurtoazni sestanki, ker so pa tudi en drugega špionirali. Potem Sovjeti so naše imigrante, ki so pobegnili in forum birojce so jih uporabljali, tudi da so pisali oni proti Jugoslaviji, proti temu režimu, ki je bil. Skratka, to je bilo eno tako mešanice, čeprav so se recimo Tito pa Brežnjev srečali, mislim, da 16-krat. To je bilo dejansko neko tesno, kakorkoli kljub nihanjem tesno sodelovanje s Sovjetsko zvezo. Je pa seveda imela UDBA ogromno sodelavcev v Moskvi, predvsem tistih gospodarskih predstavnikov, pa tudi časopisnih predstavnikov, medijskih predstavnikov, kar bom jaz popisal v knjigi Temna stran dela številka 2. Jaz bi dodal samo eno zanimivost, namreč v Sloveniji se nismo soočali samo z denarjem, ki je prišel iz vzporednega mehanizma, s katerim je upravljala UDV, SDV po ukazu partije, ampak v Sloveniji imamo podjetje, ki je nastalo na podlagi denarja, ki ga je KGB leta 1989 izvozil v Slovenijo in lastnik tega nominalno je seveda slamnati lastnik Slovenec, ki je pa delal za Sovjetsko zvezo malo pred prelomom sistema na področju šverca in je bil tako dober pri temu, da je bil eden glavnih
švelcajo tehnološke opreme za sovjetsko rdečo armado. Zgodbic imate res neverjetnih ful. Jaz večino časa, ko sem bil v arhivu Republike Slovenije, sploh nisem verjel, da mi bo kdo verjel, kaj vse se lahko bere v dokumentih, ker naša realnost je tako trgano drugačna, kot smo sploh lahko slutili, da je. V bistvu bi vam zdaj res čisto moje zadnje vprašanje, a ne glede na to, da sta oba ekonomista, bi vaju vprašal, ali bodo ekonomske sankcije Zahoda, Evropske unije, ZDA in drugih držav prisilile Rusko federacijo, ruskega predsednika Vladimirja Putina in z njim povezan krog oligarhov in podobno, da bo ustavil to norijo v Ukrajini, ali bodo te ekonomske sankcije po vajnem mnenju lahko Rusijo spravile na kolena ali pač ne. Dokler Putin ne bo dosegel nekih vojaško-političnih ciljev, on ne bo prekinil ognja in se ne bo umaknil iz Ukrajine. Oziroma vprašanje, če se bo kdaj umaknil, tudi če je prišlo do nekega mirovnega dogovora, potem, ko bo on dosegel neke svoje cilje. Seveda, res pa je, da so te sankcije, jaz sem včeraj poslušal po televiziji, da se pripravlja še tretji paket, se pravi, da bojo ustavili dobavo plina. Potem, če še to naredijo, potem pa dejansko seveda bojo problemi, tudi na strani Evropske unije, cene se bojo zviševale, tudi hrane in tako naprej. Ampak veliko huje bo v Putinovi zvezi. Moram pa reči, da se malo pošalam, da je Putinu pa le nekaj uspelo. Obnovil je Sovjetsko zvezo. Zakaj? Ko sem bil v Moskvi, takrat za časa Andropova, so bile strašne vrste pred trgovinami, posod. In danes se je zgodilo isto. Se pravi, vsaj ta del Sovjetske zveze je Putinu uspelo obnoviti. In upam, da bojo vrste še daljše. Hvala našima današnjima gostoma, gospodu Mezu in kolegu Pezdirju. Zaključili pa bi še s kakšnim vprašanjem za občinstva, če ima kdo še kakšno vprašanje za našega gosta. Ja, izvolite, gospod. Drži, v Beogradu, kot jaz vem, je vse ohranjeno, kar je bilo poslano, tudi sploh ostali arhiv Zvezdne udbe, ne samo tisto, kar iz Slovenije prihajalo, je v Beogradu ohranjeno, ampak problem pa je v tem, da je Slovenija pod Cerarjevo vlado, ko so bila pristopna pogajanja Srbije na kulturnem področju, niso tega zahtevali. Če bi oni to zahtevali, bi Srbi to mogli dati, skenirati te vse dokumente, danes je ta tehnologija ni problematična, skenirati originalne dokumente in vse to poslati na medijih teh računalniških v Sloveniji. In bi tle vse imeli, potem bi to v arhivu lahko seveda gledali. Tako da je bilo precej zamujenega. Ampak jaz mislim, da zdaj v tem trenutku, kot jaz vem, mislim, da imamo dobre odnose s Srbijo. Torej, če bo ta vlada nadaljevala svoje delo, morda bo lahko tudi v teh pogovorih prišla do teh arhivov, ker je bilo izjemno pomembno, da še kakšne stvari razčistimo, da to zgodovino pokažemo, ker kdor ne pozna svoje zgodovine, je obsojen, da jo bo ponovno doživljal. Zato jaz seveda pozdravljam to idejo, da se to dobi, in da ta vlada, če bo nadaljevala v tej obliki svoje delo, da ona potem, bi rekel, v nekih
na nekem prijateljskem nivoju pridemo, vse to Srbijo nič ne stane v končni fazi, ne, če te dokumente preda Sloveniji. To je samo en gest, ki bi lahko povečal dobro sodelovanje med Srbijo in Slovenijo. Ni razloga, da bi Srbi to skrivali? Ne, ni razloga, ne, praktično. Ne. Tako da mislim, da bi lahko to vlada, če bo nadaljevala ta vlada, ne, bi lahko to po moje dosegla. Posebej zato, ker kot jaz vem, imamo zdaj relativno zelo dobre odnose z Srbijo. Morda še kakšno vprašanje, ja? pač preučujem predvsem udovske arhive in tam, kjer so stvari ohranjene, se lahko pišem. Ne.
Po drugi strani pa v teh mojih knjigah marsikje pišem o tržaških zadevah, celo o likvidaciji, ki je bila izvršena ko se hodilo v Rodeljo, ne vem, če poznate, to je bil srbski voditelj srbske proslavne občine, so hoteli umoriti po vojni v Rodeljo, pa so enega drugega fanta, njegovega šoferja umorili. O tem pišem, o tem imam dokumentacijo, ne, recimo. Ne. Potem pišem pri Karli, pri Pahorju in še nekaj drugih pišem o kaj se je dogajalo v Trstu. Se pravi, tam, kjer jaz imam, tudi sem razkril mnogo sodelavcev. Ne. Jaz tam, kjer lahko najdem, pišem. Ne. Jaz ne grem širše, veste, v Dudovskih arhivov. To jaz prepuščam zgodovinarjem. Jaz iščem zgodbe, zato da bi ljudje to zanimanje brali, zato skušam, zato da bi te stvari videli. Jaz pravzaprav ne pišem zgodovine, jaz iščem zgodbe, se so grozne, umori, ugrabitve, sodni procesi, ne, bombni atentati, ne, ampak na ta način hočem približati to obdobje in preprečiti tudi, da bi se kdajkoli ponavljalo. Prej ste omenjali samo eno osebo, ki se osebno zgleda okolišča s tem denarjem. Ogromno denarja je vzdušen. Kdo ta denar uporablja? Ali se ga osebno, ali je to samo prehokojna organizacija, da je bivša, recimo partija ali udba, ki ta denar akumulira nekje, ampak to so pa osebe, ki bi se pa osebno izkoriščile. En ste rekli, živi v Švici, ne vemo česa. Kaj je ta denar? Mrtvo leži ali, bom rekel, nekdo mora z njim nekaj zaslužiti osebno, se koristiti. So to osebe, to znanje. Si povedal osebe, Zelarič, Žen. Ja, zdaj, Jaz bi sam dodal tukaj, ker se del menja ta jog, da je tudi tukaj možno pridobiti domota. ne, jaz te nisem čisto nič razumel. Pa zdaj. Da se omenja ta sprat jog, da bi bilo mogoče tudi tukaj pa tem spradu v bistvu ljudovskega denarja. Ja, dobro, to je druga zgodba. No. Ampak stvar je taka, ta vzporedni mehanizem je bil zgrajen kot prikrit kanal za transfer denarja, ki je omogočil vzpostavitev nekih omrežij. In zdaj jaz ne vem, do katere mere je prišlo do oškodovanja pa osebne prilastitve denarja recimo v sistemu KB19-9. To pač bo verjetno odgovor dan, če bo šel KB19-9 v likvidacijo, ker potem v Italiji veste, kaj pomeni likvidacija, obvezno tudi pride tožilstvo in tale finančna policija in pregleda, da je prihajalo do osebnega oškodovanja. Ampak ta mehanizem je omogočil, in to je njegova glavna lastnost, da so se zacementirale pozicije na bančnem trgu, kar pomeni, da boš vedno dostopen vedno dobival kredite, na medijskem trgu, kar pomeni, da boš vedno lahko delal pravo zgodbo za prave ljudi in na trgih, ki so klasično vezani na močna javna finančna sredstva. Zdaj, v tej državi pač policija in tožilstvo ne delujeta, jaz lahko zdaj milijonkrat rečem, da se je Mark Medical ukoristil, da se je Mladina ukoristila, ampak kaj to zdaj pomeni? Nič. To pomeni, da pač en nor bezdelj Svetega Kopra razlaga stvari, za katerega lahko tožijo, ampak prišlo je do te točke, ker pač slovenskih institucij ni in ne obstajajo. Policija in tožilstvo sta kup dreka in temu primerno so epilogi večjih zgodb. In zato je težko govoriti, kdo se osebno ukoristil, ampak ta sistem je deloval, ta sistem je preživel Berlinski zid in ta sistem je ostal močen, tudi neodvisni, demokratični, tržni ekonomiji v Republiki Sloveniji. In ta sistem je pripeljal do ne samo ene sanacije bančnega sistema, ampak do dveh sanacij bančnega sistema.
To, kaj bi jaz lahko povedal na to zadevo. Sicer pa, če vas zanima, kaj so ključna imena tega obrežja, kdo so te, ki so vzpostavljali to. Zdaj eno celo poglavje o teh imenih, ki tečejo od Pušnika do Škrabca. Imate še kakšno vprašanje? Tukaj nas je kar nekaj danes večer, teh pogovornih večerov smo imeli že tudi, mislim, da precej po Sloveniji ste zaželjeni. Torej, zanimanje z naše strani je veliko, vajno delo zelo dragoceno, knjige sta najbrž, vsaj za gospoda Pastirja, v samo založbi izdani, ne, za gospoda Merzo se pravičujem, ne vem. Torej, ta del javnosti, naš del javnosti, če lahko tako rečem, je neelektren, če lahko uporabim ta izraz, ob vajnem delu. Kaj pa osrednji mediji? Kakšno je pa njihovo zanimanje za vajno delo? Osrednji mediji. Osrednji mediji. Ja. Zame so oni prevaranti, idioti, debili, kreteni. Tako popolnoma nepomembno mi je, kakšno je njihovo mnenje. Moja knjiga je pluskanila preko sredine tudi na levi del slovenskega političnega bitja in to je ok, bere se. Kva pa si mislijo retardiranci na Pop TV-ju TV Slovenija, to pa jaz to odpišem, briga me, kuda ne obstaja. Hvala. Našima današnjima gostoma, gospodu Merzi in kolegu Pastirju, se prav lepo zahvaljujem za ta izčrpen pogovor. Še enkrat torej hvala in v bistvu želim vam vsem najlepša hvala za udeležbo in vam želim še lep večer naprej.